Zahej je sortiral denar na 2 kupčka. Enega je dal na stran. Ta denar bom jutri poslal v Rim, je rekel. Potem pa so njegove oči zažarele ob pogledu na drug, malo večji kupček. In na obrazu se mu je narisal nasmešek, ko je s prsti potipal kovance. Ta denar pa je moj. Plačilo za dobro opravljeno delo, je sam sebi čestital. Potem pa je kupček potegnil k sebi in ga stresel v vrečo iz blaga, ki jo je tesno zavezal. Zahej je bil Jud. Po poklicu je bil cestninar in prihajal je iz mesta Jeriho. Bil je glavni cestninar. To pomeni, da je bil nad vsemi drugimi cestninarji, ki jih je najela rimska vlada. Veste, cestninar je bil nekdo, ki je določil, koliko davka mora plačati vsak posameznik. To je določil glede na denar, ki ga je zaslužil, ali pa glede na zemljo, ki jo je imel v lasti in na mnoge druge stvari. Prav tako je vsak moral plačati tudi prispevek za vsakega, ki je živel v njegovi hiši. Vendar problem je bil, da davek ni bil zmeraj pošten. Pravzaprav nikoli ni bil pošten. Cestninarji so bili pohlepni in računali so več, kot bi morali. Višek pa so obdržali zase. In Zahej je obogatel z denarjem, ki ga je imel. Pravzaprav z denarjem, ki ga je kradel drugim ljudem. In ni imel prijateljev. Nihče se ni želel družiti z njim, nihče ni želel priti k njemu na obisk, kaj šele, da bi kdo njega povabil na obisk. Imel je le denar in moč nad drugimi. Nekega dne pa je jutranje sonce šlo nad Jeriho, nad mestom s čudovitimi palmami in lepimi balzamovci ter vrti s čudovitimi vrtnicami, po katerih je dišalo celo mesto. Zelo veliko puščavskih karavan je potovalo skozi mesto in trgovci so prodajali in kupovali različne stvari na trgih. Veliko obiskovalcev je potovalo skozi Jeriho v Jeruzalem na posebno praznovanje. Tistega jutra je Zahej stopil ven iz svoje čudovite hiše na natrpane ulice. Sovražil je, ko so bili takšni dnevi. Vsi so se okrog glasno pozdravljali in se veselili, ampak njega ni pozdravil nihče. Spraševal se je, kaj se tu dogaja. Zagledal je eno skupino ljudi, ki je nestrpno nekaj pričakovala. Stali so pri vhodnih vratih, pri mestnih vratih v vhodu v mesto in nekaj se je dogajalo. Ampak ni vedel, zato se je želel preriniti skozi množico, da bi tudi on kaj videl. Vendar nikamor mu ni uspelo priti, preveč so se vsi gnetli. Potem je stopil na prste, da bi videl preko, ampak bil je premajhen. Zato je vprašal moža ob sebi, kaj se tu dogaja? Ta pa je vedel, kdo je, da je cestninar in se le obrnil proč in ga prezrl. Zahej ni dobil odgovora. Ampak potem pa je slišal otroke, da si med sabo govorijo. Ali si slišal? Jezus prihaja v mesto, videli ga bomo. In drugi je rekel, mogoče bo tudi tukaj naredil čudeže, tako kot v drugih mestih. Mogoče bo koga ozdravil, ki je bolan. Poglej tistega hromega, mogoče bo ozdravil njega, da bo lahko ponovno hodil. In Zahej je ugotovil, da so ljudje začeli dajati prostor tem otrokom in si je pomislil, enim malim otrokom delajo prostor, meni, glavnemu cestninarju, pa ne bi naredili prostora. In veste, ob branju te zgodbe o Zaheju, ki jo najdemo v Svetem pismu, se nam postavi vprašanje. Pa zakaj bi Zahej želel videti Jezusa? Mogoče je bil radoveden, tako kot ostali, in je preprosto želel videti tega Jezusa čudodelca. Ali pa zato, ker se je počutil krivega, ker je kradel ljudem. Judje so ga definitivno imeli za grešnika, ker je bil cestninar. In bil je zadnji, za katerega bi si mislili, da bi si želel videti Jezusa. In res je, Zahej je bil grešnik, vendar ne edini. A veš, da Sveto pismo govori o tem, da smo pravzaprav vsi grešniki, torej tudi jaz in ti. Greh je, kadar želimo delati po svoje, namesto po Božje. Včasih, ko govoriš o nekom za njegovim hrbtom,
Ali pa ukradeš denar iz mamine denarnice? Ali pa s prijatelji narediš nekaj, kar ni prav, naprimer rišeš grafite po stenah? Pokažeš, da ne ustrezaš merilom, ki jih je postavil Bog. In grešimo, ker smo se rodili z željo, da bi ravnali napačno. In greh nas ločuje od Boga. Greh tudi kvari odnose z drugimi. To lahko vidimo pri Zaheju. In Zahej je bil definitivno grešnik. Njega so sovražili in nihče mu ni zaupal. In ja, ne vemo, zakaj je želel Zahej videti Jezusa. Mogoče iz radovednosti ali pa iz občutka krivde. Ampak vemo pa, da si je strašno prizadeval, da bi videl Jezusa. Hrup množice je postal vse glasnejši. Ljudje so vse bolj pritiskali, saj je Jezus vstopil v mesto. Njegovi učenci so hodili z njim. In bolni so se želeli preriniti v prve vrste, da bi dobili Jezusov zdravilen dotik. Matere so stegovale svoje otroke bliže k Jezusu, da bi jih blagoslovil. Postalo je neznosno. Zaheju pa je začelo utripati srce. Zamudil bo priložnost, da bi videl Jezusa. In Jezus je bil vse bližje. Oziral se je naokoli, da bi našel nek način, da bi lahko prišel do Jezusa. In nekje v daljavi je zagledal smokovo z širokimi vejami. In odločil se je. Svojo obleko je povzpnel gor in stekel proti tej smokvi. Kako hecno je bilo videti tega bogatega, pomembnega moža, kako teče po prašni ulici, njegova oblačila pa plapolajo za njim. Ampak Zahej je dal vse od sebe. Prišel je do smokve in se povzpnel na najmočnejšo vejo. Sklonil je glavo in pogledal skozi listje, da bi lahko videl Jezusa. In tam je bil, čedalje bližje in bližje drevesu. Včasih Zahej sploh ni moral videti Jezusa niti z drevesa, saj so se ljudje tako nagnetli okrog Jezusa. In Jezus se je približal drevesu in ustavil se je tik pod njim. Vsi okrog njega so utihnili. Mogoče bo Jezus spregovoril. Jezus pa je pogledal skozi listje drevesa naravnost v presenečeni obraz Zaheja. In na začudenje njega in na začudenje cele množice je Jezus ogovoril tega sovražnega cestninarja. Zahej, je rekel Jezus, daj, pridi dol, pohiti, nocoj se bom ustavil v tvoji hiši. Zahej je osupnil. Mene je poklical. Pa kako sploh ve moje ime? Poklical me je po imenu in rekel, da bi se rad ustavil v moji hiši. Nihče se nikoli ne želi družiti z mano in priti v mojo hišo. Kaj šele takšen sveti mož, kot je on? Zahej ni vedel, kaj naj naredi. In ja, Zahej se je morda čudil, kdo je ta Jezus, ki pozna njegovo ime. Ampak ta Jezus je Božji sin in ve vse. Poznal je Zahejevo ime, vedel je, da je grešni cestninar in Jezus je vedel tudi, da Zahej zelo trpi, ker ga drugim ne marajo in ker ima ta občutek krivde, ker krade ljudem. Ampak ne glede na to, ga je Jezus ljubil. In Bog ljubi tudi tebe, ne glede na to, kar si storil ali kaj si drugi mislijo o tebi. Veste, Bog je stvarnik vsega in on ljubi vse, kar je ustvaril. In Bog je svet in nas ljubi ne glede na to, da smo mi grešniki. In drugi te morda zavračajo zaradi nečesar, kar si storil, ali pa zaradi tega, kako izgledaš, ali pa zaradi tega, ker ne moreš narediti nečesa, kar lahko naredijo oni. Ampak Jezus nas ljubi ne glede na vse te stvari. In ja, Zahej še takrat ni vedel, da ga Jezus ljubi ne glede na to, da je grešil. Zahej je bil presenečen. Ampak ne samo on. Množica je nestrpno gledala v Zaheja. Kaj bo zdaj naredil?
Bil je edini, ki ga je Jezus ogovoril. In vsi so v tišini opazovali, potem pa se je zaslišalo listje smokvinega drevesa. Zahej je splezal dol z drevesa in se ustavil naravnost pred Jezusom z očmi uprtimi vanj. In na široko se je nasmehnil. Ampak ne tako z pohlepom, kot se je nasmehnil ponavadi, z veseljem. In drugi so gledali in so začeli misliti, pa Jezus se bo družil z njim, pa on je ja grešnik. Oni niti pomislili ne bi, da bi šli v hišo takšnega človeka. Jezus pa želi biti z njim. V Zahejevem srcu in v njegovih mislih pa so samo odzvanjale besede. Jezus bo moj prijatelj, Jezus bo prišel k meni v hišo. In veste, Jezus je drugače gledal na Zaheja kot drugi. Jezus ga je videl kot posebnega človeka. Kot na človeka, ki se lahko spremeni. Kot na človeka, ki se lahko spremeni, ko dobi Božje odpuščanje. In tako gleda Jezus na vse nas, tudi nate. In ne glede na to, kar je storil Zahej, ga je Jezus ljubil. In Jezus se želi približati tudi tebi. Jezus je prišel na zemljo zato, da bi pomagal grešnim ljudem. Vsem, moškim in ženskam, deklicam in dečkom, vsem. In Jezus je na zemlji živel popolno, brezgrešno sveto življenje in potem je dal to svoje življenje na križ. Jezus je umrl na križu, zato da je odplačal kazen, ki sva si jo pravzaprav zaslužila jaz in ti. Jezusova kri, ki je bila prelita na križu, je edini način, da so nam odpuščeni grehi. In s to ljubeznijo se ti želi Jezus približati. Prav tako, kot se je približal Zaheju. Med Jezusovim obiskom na Zahejevem domu je Zahej začel verovati vanj. Začel je verovati v Jezusa kot svojega odrešenika, kot nekoga, ki mu je odplačal grehe. In zaradi te vere v Jezusa so mu bili tudi odplačani in odpuščeni grehi. In od takrat dalje je Zahej zavedno pripadal Bogu. A ni to čudovito? Zahej je rekel nekaj vznemirljivih besed, za katerimi je pokazal, da je resnično spremenjen. Ker ko postanemo Božji otroci, se mora videti ta sprememba. In Zahej je obljubil Jezusu. Polovico svojega premoženja bom dal ubogim. In če sem kogarkoli v čemerkoli prevaral, mu povrnem kar 4. In zdaj je Jezus lahko videl, da se je Zahej resnično spremenil. V Svetem pismu piše, da ko postanemo Kristusovi, Jezusovi, da postanemo nova stvaritev in da je vse staro minilo in je nastalo nekaj novega. To pomeni, da če si ti sprejel Jezusa v svoje srce, bi drugi v tebi morali opaziti spremembo. Tako kot so zdaj Judje verjeli, da je Zahej resnično sprejel Jezusa v svoje srce, ker so videli spremembo v njegovem življenju.
dal